Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V sredo je v prostorih Mladinskega centra Brežice potekalo podpisovanje pogodb z upravičenci za sofinanciranje naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo in delovanje kmetijskih društev. Zbrali so se kmetovalci in predstavniki društev na javni predstavitvi rezultatov razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini za leto 2024. Občina namenja 180 tisoč evrov za sofinanciranje naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in za programe društev na področju kmetijstva. Novost letošnjega razpisa pa je večji delež sredstev sofinanciranja za mlade prevzemnike kmetij. Letos so se na razpis prijavili 4. Danes je slavni podpis pogodb za primarno kmetijsko proizvodnjo, za dopolnilne dejavnosti in za delovanje društev na področju kmetijstva. S tem želimo kmete spodbuditi za investicije na kmetiji. Tako smo letos prijeli 61 vlog za razvojne programe kmetij, 1 za dopolnilne dejavnosti kmetij in 14 vlog za samo delovanje društev. V kmetijstvu v občini Brežice je stanje tako, da glede na subvencijske vloge, ki se oddajo in pa tudi na površine, da pri vseh praktično površinah ni nekega bistvenega zmanjšanja, je pa zelo izrazito zmanjšanje površin v vinogradih. V 5 letih se je zmanjšalo za 145 hektarov. Kmetijstvo Brežiške občine je seveda izjemnega pomena, saj veliko ljudi še vedno se ukvarja s kmetijstvom, predvsem z dopolnilnimi dejavnostmi. Imamo pa tudi izjemno raznoliko kmetijstvo od sadjarstva, vinogradništva, poljedelstva, živinoreje. Zato seveda tudi v občini vsako leto dajemo nepovratna sredstva kot spodbude. Problem je, da smo dolgo čakali od ministrstva, da smo dobili potrjeno novo shemo, vendar kljub vsemu smo v letošnjem letu zagotovili 180 tisoč evrov, 155 gre za primarno proizvodnjo, 5 tisoč gre za promocijo, 20 tisoč pa za društva. S tem seveda nekako dajemo spodbudo našim kmetom in pomagamo predvsem pri nabavi opreme. Glede na stanje v kmetijstvu je vsak denar ali pa vsaka sredstva zelo dobrodošla, tako da gledamo tu zelo pozitivno. Letos je tudi bilo, mislim, da med nekim največ procenti, kaj smo dobili. Mi smo tudi, oziroma jaz sem tudi mlad kmet, se dobi še 5% več, tako da to zelo pozitivno gledamo, da ima občina posluh za kmetijstvo, za mlade kmete in da vidi tukaj tudi en pomemben segment v nas. Jaz upam, da bomo v naslednjih letih uspeli tudi zagotoviti širitev tem kmetij, tako da bo tudi v prihodnosti bilo možno seveda še naprej kmetovati. Jaz samo verjamem, da s tem bomo predvsem pripomogli k boljši pridelavi, bolj varnim strojem in pa seveda tudi bolj ekološko. Kmetje investirajo, lahko rečemo, predvsem tudi v okoljske zadeve, še zlasti tega, ker se bojo herbicidi izločili v nekem krajšem obdobju, zgleda, da jih tudi ne bo več, tako da različne pletvenike, vinogradništvo, sadjarstvo, protitočne mreže, ki smo jih začeli prvi v Sloveniji tudi sofinancirati že leta 2011 oziroma podtoči iz leta 2012, tako da teh vlog je iz leta v leto več, ker želimo spodbuditi ljudi, da zavarujejo pridelke na ta način, saj praktično zavarovanje ni možno, razen za eno zavarovalnico iz tujine. Zdravstveni dom Brežice se lahko pohvali z novim prizidkom, ki za paciente in zaposlene prinaša številne izboljšave. Za obiskovalce so vrata novega prizidka odprli prejšnji teden, uradna slavnostna otvoritev pa bo potekala v petek 4. oktobra. Z našo ekipo smo si preseljene prostore laboratorija, oddelka dispanzerja za medicino dela, prometa in športa ter lekarne ekskluzivno že ogledali. Od 11. oktobra dalje se bodo v nov del preselili tudi otroško-šolski dispanzerji skupaj s podpornimi službami, kot so pedagogi in psihologi. Več pa v prispevku. Mi smo se v petek preselili 2 naši enoti, in sicer laboratorij in pa dispanzerje medicine dela, prometa in športa. Te so začeli v ponedeljek delati na novi lokaciji.
11.10. nam sledi še preselitev otroško-šolskih dispanzerjev in pa njihovih podpornih služb, se pravi pedagogov in psihologov. V bistvu gre za to, da so se iz obstoječega dela preselile ordinacije v novi del, ker bomo obstoječi objekt namenili predvsem dejavnosti družinske medicine. Nove prostore Lekarne Brežice smo za obiskovalce odprli še v nedeljek. Novi prostori so zasnovani z mislijo na sodobne standarde in potrebe naših obiskovalcev in zaposlenih. Eden ključnih pridobitev prenove je predvsem večji prostor za obiskovalce, več izdajnih mest in pa robotizirano skladišče zdravil ter boljša dostopnost. Kot vidimo, ni nobenih stopnic, nobenih klančin, se pravi direkt iz ceste. Poleg tega imamo nočen prostor za svetovanje, ki omogoča individualen posvet s farmacevtom, ker verjamemo, da je tudi osebni pristop ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostne farmacevtske oskrbe. Pregled uporabe zdravil je v bistvu posvet z magistri farmacije, ki je namenjen pacientom, ki jih zanima malo več o njihovih zdravilih, predvsem glede varne in pravilne uporabe zdravil, kako se zdravila jemljajo glede na obrok hrane, potem tudi zakaj se v bistvu zdravila jemljajo. Prav tako pa tudi na tem posvetu lahko izveste kakšne dodatne informacije, ki jih potrebujete o zdravilih. Ob koncu pregleda izdaje zdravil pa pacientom izdelamo kartico zdravil, to je seznam zdravil, ki ga lahko s sabo nosijo tudi potem ob obiskih različnih specialistov, osebnih zdravnikov in ob kakršnikoli novi spremembi v terapiji, to tudi na to kartico zavedemo v seznam. Trenutno je na novo ena dodatna zdravnica, pediatrinja, ki bo tudi opredeljevala dodatne otroke. Naš cilj je zagotoviti prijetno okolje, kjer se bodo uporabniki počutili dobrodošlo in omogočiti enostaven dostop do zdravil in pa naših storitev. Uradna otvoritev bo 4. oktobra od 11. tukaj pred novim prizidkom. Mislimo, da je dostopnost boljša tako z vozili kot peš, hkrati pa imajo obiskovalci večje čakalnice v laboratoriju, kar je do zdaj bil problem. Tudi laboratorij ima večje delovne površine, ni več tako utesnjen. Hkrati pa je na medicini dela omogočenih več diagnostičnih prostorov, kjer bodo tudi nameščene nekatere obstoječe in pa nove aparature za diagnostiko. Jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil zaposlenim in pa uporabnikom za strpnost, ki so jo izkazali v času obnove. Na Inštitutu za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru je v petek 20. septembra potekal dan odprtih urad. Na inštitutu so pritegnili številne obiskovalce, med njimi tudi predstavnike različnih podjetij z področja energetike. Po uvodnem nagovoru in predstavitvi Inštituta za energetiko ter Fakultete za energetiko je dekan fakultete, profesor dr. Sebastian Seme, prisotne povabil na ogled laboratorijev. Znotraj slednjih so potekale predstavitve projektov, ki so jih na fakulteti uspešno izvedli interno ali v sodelovanju s podjetji iz gospodarstva. Obiskovalci so se med ogledom seznanili z infrastrukturo in opremo za raziskovanje. Poleg predstavitev in ogledov laboratorijev je dogodek omogočil tudi mreženje med udeleženci, kar bo zagotovo prineslo novo sodelovanja in raziskovalne priložnosti. Ja, na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru že več let zapored organiziramo dan odprtih vrat Inštituta za energetiko, kjer dejansko gospodarstvenikom in drugim zainteresiranim predstavimo aktivnosti, ki jih izvajamo v laboratorijih Inštituta za energetiko. Pripravljamo sedaj na izvajanje študijskega procesa, ki se začne 1. oktobra. Smo zelo zadovoljni z vpisom na fakulteto. Želimo si seveda izobraziti odličen kader, ki bo usposobljen in primeren za energetiko v Sloveniji. Z današnjim vidikom seveda je to zelo pomembno, saj bo energetike tako ali tako primanjkovalo.
kot lahko rečem univerzitetno mesto. Sem ponosen na to, da sem bil danes tudi kot deležnik udeležen Dnev odprtih vrat Univerze v Mariboru, Inštituta za energetiko, kajti videl sem stvari, za katere sem lahko rečem presenečen, da jih imamo tu v Krškem in kjer lahko rečem, da so izredno dobri pogoji študentom, da tudi na ta način lahko povabim v naše mesto, našo mestno občino Krško, kjer bodo dejansko se dodobra seznanili z možnostmi izobraževanja z tega področja in kot je bilo v predstavitvi tudi izraženo, odpira nov študijski program, seveda primerno energetiki, primerno tudi nuklearni elektrarni Krško oziroma bodoče verjetno JEK2. Naj poudarim, da na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru dejansko zaposljivost naših diplomantov je zelo visoka, nad 99%, kar pomeni, da od 550 diplomantov, ki je že zaključili študij na Fakulteti za energetiko, pomeni, da sta 2 ali 3 brezposelna. Pri tem pa še zelo pomemben podatek ravno to, da je kar več kot 90% zaposlenih na področju energetike, torej na področju, za katerega so se izobraževali. Ob Svetovnem dnevu turizma z letošnjo rdečo nitjo Turizem in mir so govorniki, med njimi direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, doktorica Marjetka Rangus in župan občine Brežice Ivan Molan na novinarski konferenci v Termah Čatež delili spodbudne rezultate brežiškega turizma ter ambiciozne načrte za prihodnost. Na današnji dan, 27. september, ob Svetovnem dnevu turizma, je v destinaciji Brežice še posebej slavnostno, to je naš velik praznik. Letos so nam tudi številke naklonjene, v prvih 8 mesecih leta smo imeli kar 150 000 prihodov in 500 000 prenočitev. Mi v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino, ki opravlja javno službo na področju turizma, v bistvu skrbimo za razvoj in predvsem zagotavljamo dodatno ponudbo, tako za goste, ki so v Termah Čatež, kot tudi tisti, ki pridejo v našo destinacijo samo na račun naših dogodkov oziroma posebnih prireditev. Brežice je seveda turistično mesto, ki ima izjemno pomembno tradicijo v turizmu. Sigurno Terme Čatež so tiste, ki so dolgo leta že nosilci turizma. Seveda poleg Terme Čatež se pa razvijajo tudi ostale, od Terme Paradizo, zelo veliko sobodajalstva in pa seveda turizmu je prilagojena tudi vsa strategija občine Brežice. Ena od pomembnih vlog je bilo to, da smo se skupaj z Univerzo v Mariboru nekako uspeli ustanoviti tudi fakulteto za turizem, ki izobražuje, ki sodeluje v projekti z lokalnimi ponudniki. Zadnja leta pa seveda smo tudi z pomočjo Zavoda za podjetništvo in pa turizem in pa povezava vseh ponudnikov, vključno tudi z Termam, dosegli veliko od tega, da imamo skupne produkte in pa skupno promocijo. V strategiji je bilo tudi nekako rečeno, da občini Brežice trebamo več raznih objektov, ki bi lahko bile turistične znamenitosti. Tako smo seveda v tem času res izjemno veliko gradili tudi v infrastrukturo, pa naj bo to seveda grad Brežice, vodovodni stolp, kolesarske steze. Urejamo tudi krajevna središča, kot je krajevno središče Čatež, ki je povezan tudi z razgledno ploščadjo. Že od nekdaj pravzaprav sodelujemo, morda na začetku le z izbranimi nekaterimi, sedaj pa gotovo tudi že bolj sistematično tudi za destinacijo, predvsem v smislu različnih kulturnih, zgodovinskih ogledov, ki jih želijo. V prihodnosti je zagotovo še ogromno prostora za razvoj in skupne ideje, izvedbe in zgodbe. Ena izmed teh je zagotovo tudi povezanost Term Čatež, torej kraja, kjer se stikajo oziroma prihajajo vsi ti gosti z lokalnim okoljem, ne nazadnje že samo z mestom Brežice. Še vedno ni najboljših avtobusnih povezav, še vedno je zelo težko priti, ne nazadnje tudi peš v mesto Brežice. Si pa vsi želimo, da vsak gost, ki pride k nam, ne nazadnje pride najprej v brežiško občino in ta mora biti krasna, lepa, čudovita in zatem nekako s to mislijo tudi pravzaprav bomo nadaljevali sodelovanje z destinacijo v sklopu trajnostnega sodelovanja in pravzaprav vse več skupnih zgodb.
Turistično društvo Senovo je minulo sredo organiziralo tradicionalni dogodek dobrote iz krušne peči, ki se je odvijal pri Krušni peči v uradniški koloniji na Senovem. Prireditev je pritegnila številne obiskovalce, ki so se lahko seznanili z običaji priprave jedi v Krušni peči. Anton Petrovič, predsednik turističnega društva Senovo, je poudaril pomen ohranjanja kulinarične dediščine. Turistično društvo Senovo vsako leto pripravi 2 prireditvi pri krušnih pečeh. Ena je iz preteklosti, za sedanjost, kjer gre za prenos običajev priprave dobrot v krušni peči. Zato smo drugo prireditev poimenovali Dobrote iz krušne peči, je povedal Petrovič in dodal, da običajno pripravljajo jedi, ki so nekoč kresile domače mize, danes pa s pridom izkoriščajo možnosti, ki jih ponuja krušna peč, saj so v njej spekli tudi ribe in jagenjčka. Turistično društvo Senovo vsako leto pripravi 2 prireditvi pri krušnih pečeh. Ena je iz preteklosti za sedanjost, gre za prenos nekako običajev priprave dobrot v krušni peči in zato smo tudi poimenovali drugo prireditev Dobrote iz krušne peči. No in ta je danes tudi pri tej naši krušni peči. Običajno pripravimo na takšen način, da pokažemo, kaj vse so nekoč pripravljali v krušni peči in kaj lahko danes pripravimo v krušni peči. Mi tradicionalno pripravljamo ob vseh prireditvah prosjačo, tipično jed, ki izhaja iz tega našega območja, in pa seveda dodajamo potem še ostale stvari. Ženske so včasih uporabljale peč ne samo za kruh, za peko kruha, ampak tudi za ostale dobrote. In mi smo že poskušali v krušni peči speči tudi ribe in pa potem danes tudi jagenjčka. No, in to je, mislim, da bo kar uspešno. Zbirka rudarstva na različnih, bom rekel, elementih od znamk, bankovcev, značk, seveda obstaja potem tudi spominki, karkoli, je plod kar, lahko rečem, večletnega zbiranja. Gre za to, da sem danes predstavil zbirko značk. Osebno razpolagam s preko 1500 različnimi značkami, z rudarskimi motivi, lahko rečem, večinoma iz območja nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz območja Evrope in tudi celega sveta. Imam trenutno 36 držav zastopanih tudi z bankovci, vsega skupaj je 52 različnih bankovcev. In pa potem seveda tudi zbirka znamk, ker niso samo znamke, so tudi spominske kuverte. Trenutno, danes sem predstavil samo tiste znamke, ki imajo nekje v motivu rudarski znak ali pa da se točno vidi, da izhaja rudarstvo. Bom pa verjetno še za naslednje leto za knapovski praznik pripravil pa tudi razstavo, kjer bodo pa tudi ostali motivi od, lahko rečemo, surovine, različnih mineralov, premogov do izdelave. No ja, lahko rečem, da filatelist sem že od malega, to je osnova, vendar takrat sem zbiral vse. Potem sem se usmeril na znamenite osebnosti, na železnico na znamkah. Kot folklorist me je pritegnila tudi motivika ljudskih nož, tako da imam zelo bogato zbirko tudi nož na znamkah. Ostalo pa potem pride z leti, ko začneš razmišljati, kaj bi še lahko dodal. Imel sem že staro zbirko značk, ki sicer je bila splošna, ampak potem se moraš odločiti za en motiv. Založba Primus iz Brežic je z velikim navdušenjem odprla svojo prvo knjigarno v središču Ljubljane. Otvoritveni dogodek je privabil številne ljubitelje knjig, med njimi tudi znane avtorje in prijatelje založbe. Udeleženci so izrazili veliko navdušenje nad novimi prostori in celotnim dogodkom, ki je zaznamoval pomemben mejnik v zgodovini založbe. Poglejmo izjavi direktorice Nevene Racman ter ustanovitelja založbe Primus Damjana Racmana. Prišel čas, dozorel čas, da smo ni samo knjigarna, ker ne bo samo knjigarna, ampak bo tudi srečevanje poslovnih partnerjev B2B. Tako da do zdaj smo pač podpisovali pogodbe po raznih drugih lokalih in tako naprej, tako da smo se odločili svoj lokal odpreti oziroma knjigarno in imeti lasten prostor. Sam smo rabili nekaj časa, da to dozori. Ideja je obstajala že več let, ampak zdaj so se ustvarili pogoji. Enostavno več nekih okoliščin je prišlo takih, da smo prav zdaj v tem letu bili v stanju
kupiti ta prostor, ga lepo opremiti in najti pravega človeka, ki bo noter delal. To je bilo v bistvu ključno. Tako, to pa je tudi vse, kar smo vam pripravili tokrat. Sledimo dogodkom in se gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.